Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Drzni zmagovalci predstavljamo podjetje Softnet d. o. o., ki že 29 let ponuja telekomunikacijske storitve v Sloveniji, na Balkanu, v Aziji in še kje. Z nami je direktor in lastnik podjetja, gospod Andrej Boštjančič. Lepo pozdravljeni. Dober dan, hvala lepa za povabilo. Povejte nam najprej zdaj, kaj vse ponujate in kje. Ja, mi smo pač specifičen telekomunikacijski operater, lahko bi rekli nišni, ker ponujemo storitve samo za podjetja. Smo pa tako, da smo specializirani za neke take rešitve, ki so mogoče malo manj standardne in jih prilagodimo pač naročniku. Lahko rečem, da se kompleksnost potreb pri uporabnikih zelo povečala v zadnjih desetletjih. In temu primerno je treba slediti. Dejansko problem je v panogi, ker strokovnjakov, ki bi znali, skratka znanje je čedalje manj, potrebe na strani naročnikov so pa čedalje večje in bolj kompleksne. Torej, zdaj da razloživa. Vi ponujate internet, fiksno telefonijo, mobilno tudi, ne povsod, ne. In kaj in kako? In seveda imate tudi svoje optično omrežje. Ja, poglejte, teh storitev ni samo to, ne. Ja. Skratka, so zdaj tudi storitve povezav do ponudnikov storitev v oblakih, a ne. Do cloud ponudnikov, skratka vse vrste raznoraznih privatnih povezav, dostop do interneta, fiksna telefonija in v Sloveniji smo tudi, gostujemo v mobilnem omrežju, skratka smo tudi navidezni operater mobilnega omrežja. No, brala sem nekaj teh pogovorov z vami in v enem pogovoru ste dejali, da so se vam pravzaprav smejali, ko ste na začetku, pred 29 leti rekli, da boste šli na azijski trg. Ja, v bistvu to je res, ja. V bistvu, pač tako je bilo, ne, jaz pridem enkrat v Šanghaj, ne, in pogledam, ne, in gledam tiste stolpnice, ne, in si mislim, če res tukajle naredim 5 minut peš v eno smer, pa 5 minut peš v drugo smer, a ne. Ta kvadrat, a ne, je večji trg kot Slovenija, ne, pa ni vrag, da ne bi tukaj kakšno malenkost, kakšne stranke dobila, ne. No, in potem smo tako bolj iz nekega heca kot zares, a ne, začeli. Pa smo kar v bistvu pač nekaj naredili, a ne. Jasno, Kitajska je zelo specifičen trg, a ne, tam seveda ne moremo ponujati dostopa do interneta, tako je zelo zaprt trg, a ne. No, in potem smo se kasneje razširili, ne, potem so nas pa te stranke nekako, ne prisili, ampak skratka porivale naprej, a ne, da za njih poskrbimo še na Filipinih, po Vietnamu, pa tako da zdaj smo še, zadnja pridobitev je bila Indonezija, tako da poleg teh držav smo še v Singapurju, pa zdaj še v Indoneziji. Ampak kako ste se res odločili, kako ste imeli ta pogum, ne? Prišli v Singapur, in Šanghaj ste rekli, ne? Ja. In dobro, in res to je zelo ja, veste, kako je, nenavadno. tako je, ne, veste, tako je, bom rekel, če pogledava, kako se pri nas naredi, a ne, pri nas najprej jasno nekdo ustanovi podjetje, pa potem skratka poišče pisarno prostore, potem se povpraša, kaj bi zares delal, ne. Tako, če malo karikiram. Ja. Tam smo v bistvu tako delali, ne, najprej smo poiskali posel pa stranke, ne. No, ko smo pa stranke dobili, ne, potem smo pač vedeli smo jasno, kako pač postaviti omrežje, to smo že jasno že prej, a ne, vse pač naredili dizajn, a ne, samega omrežja. Ampak dejansko smo šli v realizacijo takrat, ko smo dobili prve stranke. Potem smo pa poiskali najprej ljudi, ki bojo pač delali, potem smo ustanovili podjetje, potem smo poiskali pisarno in tako dalje. Najprej naročilo, ne? Ja, najprej posel, ne. Ker je škoda, da potem, veste, če imate vi tam pisarno, ne, ker tudi pisarne so načeloma dražje, ne, precej dražje kot v Sloveniji, ne, najem pisarn, ne. In tudi plače so v marsikakšni državi višje kot v Sloveniji. To se pravi, vi ste imeli neko ekipo. Seveda, mi smo hitro potem dobili ekipo, ne. Smo hitro pač našli kadre, ki so potem poskrbeli, ne, pač prvih nekaj strank sem dobil jaz. Potem smo pa zaposlili ekipo, ki skrbi, tako da zdaj vseh teh pisarnah v Aziji imamo
tam po 3 do 6 ljudi, 3 do 7 recimo. Skratka, to je neka taka najmanjša konfiguracija, da potem skrbi. Računamo pa jasno, da bomo pač se še kaj več povečali tam, kar je dejansko velik potencial. To se pravi, kakšen trg je azijski trg? Kako se oni odločijo? Glejte, vi ste le neko ne veliko podjetje iz Slovenije, dobro, lahko bi rekli veliko ali manjše, ali kakorkoli se boste... Smo majhno podjetje. Ja, majhno podjetje. Ja. Ampak dobro, zdaj, oni so se odločili za neko majhno slovensko podjetje. Zakaj? Veste kaj, gledajte, v bistvu nas stranke poiščejo takrat, kadar imajo neko težavo, ne? In te težave so dostikrat take res banalne, skratka, niso to neki problemi, ki bi bili zelo, zelo zapleteni. Ampak primanjkuje tega nekega znanja, pa še nekaj drugega je. Ti lokalni operaterji so zelo dobri v svojih državah, ne? Imajo tam tudi svoje fizično omrežje, pač obvladajo storitve tam. Čim je pa kaj izven njihove države, je pa potem problema, ne? Potem se pa več ne znajdejo, ali pa nimajo ustrezne rešitve, ali pa imajo nekega partnerja, ki je nesposoben. In mi pa pač, ker smo pač zdaj v celi jugovzhodni Aziji že praktično, lahko pa to za njih bolj poskrbimo, To pomeni, tudi naredimo kakšno uslugo jim, ne vem, nekdo reče, jaz pa rabim tam, nimam nobenega človeka, a bi nam prišel nekdo neko opremo zmontirati, ne. Sicer ni to naš posel, ne, ampak naredimo uslugo, rečemo, ja, seveda bomo šli, pač računamo toliko na uro in naredimo, ne. In to ni veliko pomeni, da ne rabijo zdaj nekoga iskati, ki ga ne poznajo in tako dalje, ne. Tako da take stvari, ali pa dejansko jim rešimo problem, ki je čisto enostavno rešljiv, samo pač, kot sem že prej omenil, ne, problem je dejansko primanjkuje nekega osnovnega znanja pri vseh operaterjih v celem svetu. In če vam čisto razložim, večji kot operater, veliko več, bom rekel, neke nesposobnosti v podjetju. Zanimivo. To se pravi, vi ste elektroinženir. Ja, ne? Ja. In vaš tim tudi, vaš tim sodelavcev. Glejte, imamo vse sorte poklicev, ne, tako da v vsakem primeru bom rekel, v tehniki jasno morajo imeti pač neko osnovo v izobrazbi, skratka, bodisi računalništva, elektrotehnike, kaj podobnega. V prodaji pa pač jasno so tudi ekonomisti in kakšne druge branže. Ste se vi takoj odločili za podjetništvo? Ne, sem bil prej pač tudi zaposlen, potem je pač ta internet, v bistvu leta 96 je bilo, to so bili začetki interneta, tako da takrat, veste, je imela cela Slovenija, bom rekel, za mogoče niti ne za 20 megabitov mednarodnih povezav, samo toliko za primerjavo. Ja. Takrat je bilo že 128 kilobitov zelo velika hitrost, za podjetje. Tako da to so bili taki časi in pač to je mene privlekli in smo potem začeli. Ja, se spominjam teh časov, ko smo še prek modema piskali in se povezovali s temi 95 Windowsi, in z vsem tem, ker je bilo. Ta razvoj je bil kar velik, kam je to šlo vse? Ja, razvoj je bil velik in tudi, bom rekel, je pa res, da je pomogočil, se pravi, brez interneta, predstavljate si, če bi bil COVID leta 85 bi bila, bom rekel, bistveno večja ekonomska kriza, kot je bila zdaj, ker se je dalo ogromno stvari narediti na daljavo, ravno s pomočjo interneta. Prav tako je ogromno, predstavljate si to digitalizacijo, recimo primer bančništva, koliko ljudi zdaj pač je manj potrebnih za to, ker pač ljudje upravljajo pač te stvari preko spletnih aplikacij oziroma mobilnih. Mislim, da predvsem zagon teh mobilnih aplikacij naredil svoje, Se pravi, dokler je bil samo splet, jasno, je bilo veliko stvari pač sploh poslovnih, že digitaliziranih. Največji premik se je pa zgodil z prihodom mobilnih aplikacij, bom rekel, za tak široki trg. No, če greva malce na ta azijski trg, lahko mogoče poveste kakšno številko, koliko prometa ustvarite tam? Mi tam v Aziji naredimo, mislim, mi nismo velika firma, tako da naredimo v Aziji približno tam nekje 3 do 4 milijone evrov prihodkov od storitev. Na leto, od storitev. Na leto. Imate pa okoli 60 zaposlenih v vseh teh azijskih državah? Ne, mi imamo, se pravi, v celotnem, po vseh državah imamo preko 100 zaposlenih, v Aziji jih dela tam nekje okrog 30. To se pravi, če sem prav razumela, da je ta zmagovalna formula, je ta tailor-made, to se pravi po naročilu, kar nekdo rabi konec koncev. Ja, a veste, da se prilagodi, ker pač so različne potrebe,
in je treba pač dejansko, v bistvu mi vedno tako pogledamo pri stranki, kaj dejansko dela, s čim se ukvarja in kakšen je ta proizvodni proces, ki so zelo različni, ne, a veste, bom rekel. In tudi ni v isti branži enaka, ne, veste, bom rekel, vsako podjetje ima neko svojo organizacijo in neke svoje potrebe in je treba v bistvu najprej razumeti, kakšne so te njihove potrebe in pač kaj je tudi pravilno svetovati, ne. Iz katerih panog pa prihajajo vaše? Glejte, imamo pa vse. Imamo pa dejansko od proizvodnih do svetovalnih, do odvetniških pisarn, do teh outsourcing, se pravi, dejavnosti, do programerskih podjetij, skratka, do multinacionalk, vsega imamo. Mislim, dobri ste, da ste se na tem trgu, kjer mi pravzaprav niti njihove pisave ne znamo brati, če smo odkriti, ne, neke krožne ali znaki, kakorkoli, pač to nam popolnoma tuje, jezikovno je to nenavadno in tudi zakonodajni okviri so drugi, ne? Ja, ampak v bistvu tako je, ne, jaz vedno sem malo v šali, malo pa zares rečem, ne, če nekdo v Sloveniji zna pač podjetje pelati, ga bo drugje še precej lažje, ker je pač lažje, ne, je mogoče res bolj oddaljeno, ne, ampak veste, če se zavedamo, koliko so te trgi veliki, ne, cela bivša Jugoslavija, kjer smo jasno tudi prisotni, tako da delamo Slovenija, Hrvaška, Bosna, Srbija, Makedonija in tako naprej. Je tam nekje, včasih je bilo 20 milijonov, ne vem točno, koliko je zdaj številka, ampak verjetno kakšen milijon manj. V celi jugovzhodni Aziji, se pravi, to govorijo brez Kitajske, Japonske in Koreje in tako naprej, je ranga 500 milijonov, ne? Ljudi, a ne? In to so trgi, ki so v bistvu, ki imajo odlično demografijo, a ne, povprečna starost je po 30 let, a ne, se pravi tam med 24 do 29 let, odvisno od države. Gospodarska rast je 5 pa plus %, ne. Tako da recimo tudi zadnji vstop, ki smo ga naredili v Indonezijo, ne, zakaj smo ga naredili? To je država 270 milijonov ljudi, povprečna starost jasno po 30 let, in v bistvu je tudi taka zelo perspektivna, imajo ogromen pač naravnih pač surovin, ne. Plus tega pa tudi lahko rečem, da poleg Indonezije in Filipinov, ne, bom rekel, sta to dve državi, ki sta najbolj prijazni do tujcev, ne. Ker recimo nekako v Vietnamu pa na Kitajskem ravno nismo tako, a pa v Singapurju nismo ravno tako lepo sprejeti, ne, se pravi, smo tako mogoče malo bolj tako, nismo najlepše sprejeti, no, tako. Torej, kaj je razlog? Zgodovina? Mislim, lahko tudi zgodovina, lahko pa tudi to, da pač v bistvu, ne vem, se ne znam zdaj predstavljati, kaj bi točno bilo. Mogoče zgodovina, mogoče kultura. V vsakem primeru, se pravi, pa prijetno v države, kjer smo tujci lepo sprejeti, pa da so tako prijazni, ne, je pa tudi lepo, ne. Torej, kaj vse morate storiti, preden pridete na tuji trg? Vendarle morate poznati zakonodajo, jezikovno se je treba nekako vklopiti v sistem. Ja, poglejte, v bistvu ni zares, zakonodaja je, na primer, če zadnji primer povem z Indonezije, ne, dejansko tam v bistvu, pač če hočeš se ukvarjati z podatkovnimi storitvami, z internetom, moraš imeti licenco. Brez licence, jasno, ne smeš delati, so zelo strogi in tako naprej, a ne. Ampak je ta postopek v bistvu nič nekaj strašnega, ne. Skratka, ni to nekaj takega, kar ne bi moglo neko podjetje narediti, a ne. Obstajajo tudi firme, ki to lahko za vas naredijo. Skratka, nič takega, kar bi bil zares velik problem, a ne. Skratka, moraš registrirati firmo v pravi obliki, moraš potem pač neke procedure peljati, je pa to neka procedura na nekem portalu, pač nič takega ne zahtevajo, kar bi bilo nesmiselnega, a ne. Zahtevajo na primer pač podatke, kako mislite omrežje narediti, skratka, same take zadeve, ki so relevantne in potem, skratka, smo mi to licenco dobili. In potem imamo kot operater tam kar precej ugodnosti na ta račun, ne. Ker ste tuji ali ker ste? Ne, pač na splošno pač je tako, a ne, skratka, tukaj so zelo stroge, ne, ne vem zdaj, kaj je pač razlog, skratka, tukaj brez licence bog ne da kdo dela, ne, da kdo ponuja kakšne storitve, tako da mi smo tudi praktično 1 leto delali v praznem teku, ne, smo pač mogli imeti podjetje, smo mogli imeti ljudi,
zaposlene, ki so se s tem ukvarjali, nismo pa mogli nič tržiti, ne. Tako da smo pač 1 leto delali, po domače povedano, v prazno. Ampak to pač je nek tak strošek vstopa v trg, a ne. Ampak vam se to še vedno splača. Kakšen je ta return on investment? Recimo? Glejte, pri nas je tako, naša dejavnost je vse na dolgi rok. Skratka, nam se nič ne zgodi v 1 letu. Tako da, če mi postanemo operativno pozitivni nekje v 5 letih, smo že kar dobri. Tako da 3 do 5 let, da postanemo operativno pozitivni, to je nekak plan. In postanete. Ja. Sicer bi zaprli, ne? Tako pač ne bi šli. Zdaj, seveda, na Balkanu smo delali svoje omrežje. Mi imamo v bistvu v vseh večjih mestih po Balkanu imamo lastno optično omrežje. Tukaj so bile večje investicije, tukaj tudi, bom rekel, return on investment raje ne računam, ker je vprašanje, kaj bi naredili, ne. Je pa res, da brez lastne infrastrukture na Balkanu ne bi imeli kaj za početi. Zakaj? Zato, ker v bistvu enostavno ne bi bili konkurenčni. Tudi malo je tega, skratka, veste, se pravi, če nimaš svoje infrastrukture, potem drugi, ki imajo, pač izkoriščajo svoj položaj. In zdaj pa, če imaš, pa ve, ne, če ne bo, tudi če nekaj nimaš in želiš v najem, ti bodo dali, ker drugače vejo, da si sposoben sam zgraditi, ne. To se pravi, to lastno infrastrukturo imate na Balkanu, v Sloveniji? Tudi, ja. Omrežje, ne? Ne, mislim pač, imamo svoje, pač smo polagali svoje optično omrežje, pač kjer se da, jasno nimamo cele Slovenije pokrite. Gledamo pa, da smo prisotni v večjih mestih, da smo prisotni v poslovnih stavbah, da smo prisotni v industrijskih conah, skratka tam, kjer je neka proizvodnja. Tako da poskušamo čim več pokriti za svojo lastno infrastrukturo, ker edino to omogoča, da smo dolgoročno, bom rekel, lahko, ne vem, da imamo neko prihodnost dolgoročno. In v čem ste konkurenčni v Sloveniji, ker je tudi veliko ponudnikov, ne? Glejte, v Sloveniji je pač, je veliko ponudnikov, je pa tudi res, da se bo ta trg skonsolidiral, se že konsolidira, pa se bo še bolj, ker enostavno bilo preveč ponudnikov. In mi tukaj predvsem ciljamo, kot sem že prej omenil, na stranke, ki pač imajo neke specifične potrebe, kjer ni v bistvu rešitev A, B ali C, ne, ampak je pač še kaj več od tega. In pa še posebej ciljamo na tiste, ki rabijo karkoli v tujini. In te imate, ne? Tako. Ja. Torej, greva zdaj mogoče na tile fotografije, tole je vaš urad. Tisto je bilo v Šanghaju. Ja, saj se bodo slike zavrtele. V Šanghaju, ta je bil v bistvu potem prvi, ali kako? Ja, mi smo začeli tam nekje delati 2008-2009. Tako da v tej pisarni smo, mislim, da nekje 2011-2012, kaj takega. Ja. Tako da smo začeli, tako da pač so bili te pač časi malo zanimivi, ampak okej. Predvsem je bilo najbolj zanimivo obdobje covida, ko niste mogli potovati, ne? Ja, ampak smo nekako smo uspeli nekako zadržati in posel in ljudi in vse, da je to teklo. Mislim, mogoče malo tudi sreče, kot vsega skupaj. Tako da ta covid smo preživeli. Jasno, med covidom, to je treba reči, ne. V bistvu kakšna firma je tudi jasno propadla oziroma pač zaprla, ne. Marsikakšna firma je pa rabila pač več storitev, ne. Tako da smo tudi med covidom pač nekako uspešno poslovali, ne. Torej, vi niste zaprli med covidom nič? Mislim, glejte, če smo mogli delati, ne. Jasno smo se prilagajali, s tem smo pač večina delala od doma in tako naprej, a ne. Ampak če je bila pač neka okvara, jasno smo mogli tehniki na terena, ne. Skratka, smo delali pač, velika večina ljudi je delala od doma, pač kakor je bila regulativa, ne. Tudi na primer sodelavci na Filipinih so nam še zdaj hvaležni, ker dejansko tam ni bila navada, da se ljudi plača med covidom, ne. Če je bil nekdo doma, ga niso plačali, ne. Mi smo se odločili, da bomo ljudem pač dali plače in da pač jasno morajo pač delati, kakor lahko delajo. Skratka, če je bilo prepovedano iti v mesto, pač niso šli. Če je bilo dovoljeno, so pač šli. In to je bila tudi recimo dobra odločitev, no. Tole je pa pisarna? To je pa v Manili, ja.
To je zdaj zadnja, ali kako? Ne, na Filipinih smo že od 2017. No, povejte nam prav zdaj prihajajo delavci iz Filipinov, zdaj odpira Slovenija, veleposlaništvo oziroma nek urad. Veleposlaništvo je. Ja, kakšni so Filipinci kot delavci, zdaj, ki prihajajo k nam? Poglejte, Filipinci so v bistvu, kot prvo so, pač uradni jezik angleščina, tako da z angleščino načeloma nimajo težav. Potem, mislim, je pa res, da imajo oni nek svoj jezik, ki se imenuje Tagalog, in na podeželju, pač je ta Tagalog dejansko koristen. Pogovorni jezik, skratka, niti ne znajo toliko angleško. Tako da te pač Filipinci so seveda, so 90% je pač so kristjani. So bili dolgo časa pod špansko kolonijo, kot španska kolonija. Potem kasneje so bili pod ameriškim vplivom, tako da so v bistvu zelo nekako evropeizirani, za zahodno miselnost. So tudi razmeroma lojalni. Mogoče je ta izobraževalni sistem jasno je šibkejši kot recimo v Evropi, tako da neko predznanje imajo zagotovo slabše. Se pa zelo trudijo, skratka tudi spoštujejo, se pravi družino, starejše, tako da zelo spoštujejo, tako da ja. A je pomembno, da imajo te mogoče tudi katoliške vrednote, koliko se to pozna v poslu? Mislim, poglejte, jaz bom tako rekel, lahko vam povem tudi recimo iz Indonezije, ki je največja pač muslimanska država, pa so tudi tam pač ljudje, tako da ni to zdaj mogoče ravno pač ta vera zdaj neki, bom rekel, edini faktor, mogoče bolj ta neka kultura prej ali pa ne vem, način, neka kultura v samem narodu, In se pozna, recimo. Ja, mislim, zagotovo se pozna ta evropski vpliv. Na primer v Indoneziji so bili pa Nizozemci, bila pa nizozemska kolonija, tako da zagotovo se pozna ta evropski pridih, vsega tega. In mislim, jaz nimam nobene kakšne slabe besede za reči čez filipinsko delovno silo. Se pravim, kot rečeno, so razumevajoči, se želijo potruditi, tako se res trudijo. Je pa res, da nekega takega predznanja, bom rekel, predznanje je zagotovo slabše kot pa kje druge. Saj na tem področju najbrž elektrotehničnem. Tako, ampak mislim, konkretno smo mi tudi dobili zelo izkušene pač ljudi, in bom rekel, se da dobiti, je pa res, da mogoče je treba tudi malo več vložiti potem v neko izobraževanje in tako naprej. Veliko govorimo o tej gospodarski diplomaciji, koliko zdaj vam pomaga ali pa vam bo, da bomo imeli v Manili neko veleposlaništvo? Glejte, tako bom rekel, nihče ne pričakuje, da bo neka diplomacija delala posle za neko podjetje. In tudi, jaz ne pričakujem tega. Pričakujem pa seveda, poleg tega, da če nekdo potelj izgubi, pa da če koga rabimo povabiti, da izda vizo, da če ima podjetje nek spor z državo ali pa ne vem, kakršenkoli primer, recimo, če mi ne bi na Filipinih dobili te licence za internet, bi zagotovo angažirali veleposlaništvo, da ne pač ukrepa po svojih kanalih. Pričakujemo pa to, mislim, jaz moram reči, da včasih so te diplomati, ki so zadolženi za gospodarski del, zelo aktivni, pa naredijo, ne vem, vsak mesec ali pa vsake par mesecev nek dogodek, pa se trudijo, pa povezujejo ljudi. Nekje so pa precej slabše, tako da je zelo odvisno od ljudi, ki so tam zaposleni. Bi izpostavili kakšen dober primer? Mislim, dober primer, se pravi, ne bi zdaj poimensko, ampak dejansko smo naleteli na zelo pač aktivne ljudi, ki pač dejansko po domač povedano si zaslužijo plačo, ki jo dobivajo. So pa tudi ljudje, ki dejansko, ki tudi če jih ne bi bilo tam, ne bi bilo nič škode. Ste imeli kdaj kakšno izkušnjo v dobrem ali pa v ne dovolj dobrem smislu, recimo, bi kaj poudarili? Ne, se pravim, kot rečeno, jaz pričakujem, kot če je vse v redu, da pač da je ekipa pač aktivna, da naredi neke dogodke, da so, ne vem, neke delegacije letne, da so
da so pač neko povezovanje, bodisi podjetij, pač slovenskih podjetij ali pa Slovencev, ki živijo v teh državah in pa tista podjetja v tej državi, ki jih zanima sodelovanje z slovenskimi podjetji. Za nas mogoče v našem poslu niti ni to toliko zanimivo, ne, ker pač imamo neke svoje zadeve, ampak za marsikoga bi pa pač to bilo, a ne. Tako da, glejte, bomo videli, no. Skratka, je kar dosti teh primerov, ki so aktivni, pa včasih pa, glejte. Za katera podjetja, slovenska podjetja in panoge se ponujajo priložnosti na teh azijskih trgih? Glejte, jaz sem že za tale filipinski trg, ki bo zdajle tu delegacija, ne, ob tej otvoritvi veleposlaništva, ne, sem že rekel, da je pač v bistvu to napačna, ne, sploh napačna poslovna ideja, ne, pač pripelje delovno silo sem, a ne. To je tako podobno, kot so mene leta, ne vem, 2010 ali pa 2012 spraševali, kaj ćemo iz Kitajske uvažati, ne. Ja, to je zgrešen primer, ker to že vsi delajo, ne, ampak treba je prodajati na Kitajsko, ne, ker je to velik trg, a ne, in enostavno pri Filipinih je ista zgodba, ne. A veste, na Filipinih, a veste, da delavce v proizvodnjo pač pripeljete, ne, je zgrešena zadeva, ne. Je boljše postaviti tovarno tam, ne. Ker je tudi obremenitev plače bistveno manjša, plače so nižje, skratka, lažje postaviti halo, boste prej dobili gradbeno dovoljenje v neki industrijski coni na Filipinih, kot pa v Sloveniji, ne. Tako da, ampak okej, skratka, Ja, trg je svoboden, pa pač vsak svoje naredi, ne. bo vsak svojo računico imel, ne. Ja. Ampak definitivno, tam je ogromna priložnost. Vem, da recimo elektronsko bančništvo imajo zelo bogo, potem, kar se tiče obdelovanja odpadnih vod, smeti, tukaj zagotovo jih lahko marsikaj naučimo, ne. Potem turizma, a ne, skratka, pač velike nekih priložnosti, a ne. To se pravi, v storitvenih dejavnostih, če zdaj prav razumem, ko prihajajo ti delavci, so mogoče domovi starejših, to mogoče ne, ampak proizvodnja pa bolje, da mi tam greenfield, ne. Lahko je tudi dom za starejše na Filipinih, ne, a veste. Bo to pač manj stalo, ne. Pa še mogoče upokojenci bodo bolj zadovoljni lepo pod palmo, a veste, bo lepše, ne. Imate prav, a veste, imate prav. Zato, ker jaz osebno, ker veliko potujem, sem pa na Tajskem srečala starejše iz Avstralije, ki si ne morejo privoščiti dobrega življenja s svojo pokojnino in se selijo na Tajsko. Dejansko je ta trg upokojencev kar močen, ne. Absolutno, in tudi bom rekel, so dobri potrošniki, še posebej, če imajo kakšne prihranke, ne, saj drugače je bil tudi en Slovenec, smo mi od njega eno manjšo firmo kupili, ne, na žalost je že umrl med covidom. On je živel na otoku Tablas in je imel dejansko 2 stanovanja v Sloveniji oddajal, imel je pokojnino, še tam je nekaj delal in je rekel, da je bilo odlično življenje, ne. Na žalost pač je za covidom zbolel in je umrl. Tako da se da, ne. In tudi, bom rekel, pač, ampak problem, glejte, tudi slovenskih podjetnikov je ravno ta, ne. Tukajle do neke Makedonije še pridejo, naprej se pa kar vsi bojijo, ne. Bojijo se, ja, saj zato ste vi drzni zmagovalec, ker ste šli v Azijo. Ne, pa saj ni, a veste, saj za tale recimo pač delamo nekaj na Afriki, ne bomo tako šli v podjetja, ne, ampak bomo tam pač tudi si pač en kos omrežja pač zgradili. Ampak definitivno je, a veste, bom rekel, ni to noben bav, ne, in bom rekel, in tudi če nekaj je, ne, a veste, tam ni tako, bom rekel, če imaš neko storitev, če imaš neki izdelek, pa ki je zanimiv, ki je konkurenčen, ne, se bo dalo posel narediti, ne, ni noben problem, ne. A veste, tako da ni to zdaj neka ovira, pa trgi so večji, ne, a veste, tudi vi, če vi na 100-milijonskem trgu dobite 0,01%, ne, ja, je verjetno večkrat pa na 2-milijonskem trgu 3%, ne. No, omenjate Afriko, ne, Afrika je zdaj nekakšna opcija, se obeta marsikaj, tudi vi boste šli, že. Ja, mi v bistvu že nekaj malega delamo, ampak bomo si postavili najprej postavimo dostopne točke, te povežemo, potem kakšnega pogodbenega pač nekega pogodbenega prodajnika zaposlimo, pa neko zunanjo firmo za vzdrževanje,
potem pa vidimo, kako se bo posel razvijal. Skratka, nekaj imamo, nekaj strank obstoječi, nekaj potencialnih. Definitivno je pa to velik trg, ne. To je spet milijardni trg. Sicer je zelo razdrobljen, z veliko problemi, ne. Ampak demografija je pa v redu, ne. Je pa 20 let, ne. Ampak a vi v Afriko zdaj sledite svojim že obstoječim strankam, ki gredo tja? Tudi, ker dejansko je dostih, je dostih strank, ki delajo outsourcing za, recimo za računalniško podporo, za razvoj aplikacij, za karkoli, a veste. Ali pa tudi proizvodnja, ne. Tudi proizvodnja se seli v afriške države, ne. Recimo Kenija, Etiopija in tako naprej. Kje ste vi v Afriki, v katerih državah? Zdaj, v bistvu, še nimamo zdaj dostopna točka začeli bomo s Kenijo pa z Južnoafriško republiko. Mogoče bomo dodali še Nigerijo v startu. Kadar govorimo o Afriki tudi z drugimi podjetniki, pravijo to, ne, da Afrika ni trg, ki bi sprejel neke izdelke, ki jim v Evropi že poteka rok, ne. Da oni vprašajo, kaj je zdaj zadnji trend, najbolj moderno. A je to tako? Glejte, tako je, ne. Razlike so velike, ne. V bistvu in tudi v Aziji so razlike zelo velike, ne. Tako da definitivno Afrika je tudi, recimo primer, ne. Poslovne navade v Aziji, poslovne navade v Afriki so bistveno bolj poslovne kot pa v neki Nemčiji, ne. Pa se bo marsikdo rekel, ja, kako je to možno. Ja, v kakšnem smislu? Glejte, v bistvu primer, ne. Če mi, ne vem, nekaj naročimo ali pa tudi recimo, kar naročniki od nas zahtevajo, ne. So te zahteve, ali pa bom rekel, je resnost tega, kar naredijo tam ali pa nekje v zahodni Evropi, ne, na bistveno višjem nivoju, ne. V storitvi in tudi v izdelku. V kvaliteti storitev, ne. Govorimo mi o storitvah zdaj v našem primeru. In je ta kvaliteta storitev bistveno višja in tudi ljudje so pač, a veste, če jim to reče, ja, bo narejen v enem tednu, ne. V Nemčiji, a veste, ni narejen tudi po 3 mesecih, ne. Pa ne, da bi se kdo opravičil, ne. Razumete? Tako da to je, ta poslovne navade so bistveno boljše v Afriki, mislim, še posebej pa v Aziji, ne. A veste, v Aziji ni nič, ne vem, nenavadnega, da imate vi sestanek ob 5:30, ne, v petek, ne, pa dobite ob 7 potem na mail lepo že ponudbo, ne. Ni nič to zvečer, ne? Zvečer in to nič nenavadnega, ne. Je to čisto običajna zadeva, ne. Tako da v Nemčiji pa seveda, ne. Če se hočete kakšnega nemškega prodajnika znebiti, samo rečete, da vas ne v petek ob 4 pokliče, pa vas ne bo nikoli poklical. Tako, a veste. Tako da je ta razlika med Zahodno Evropo, mislim, mi kar delamo projektov v Zahodni Evropi, dejansko je to najtežji trg s kakšno resnostjo, z odzivnostjo, z čemerkoli, ne. No, brala sem, da ste med covidom tudi sprejemali ljudi v zaposlitev kar prek Zooma. Kako je bilo pa to? Ja, seveda, kaj pač ni bilo možnosti. Ja, pač tako je bilo, lejte, mi smo kar veliko ljudi preko Zooma vzeli v službo, ne. Ja, ni bilo kaj drugega, kaj smo, pač zaupati smo jim mogli in to je bilo tako, ja. Kaj je bilo tisto ključno vprašanje, ko sprejemate zaposlene? Zdaj, poglejte, pri nas je, a veste, ko sprejemamo zaposlene, imamo dejansko 2 kriterija. Jasno, mora imeti neko predznanje, ne, to pač je neka predosnova. Predvsem nam je pa ta osebnost, ne. Osebnostne vrednote so nam pač v bistvu pa še bolj pomembne, ne. Ker če je nekdo pač bom rekel, marsikaj se da potem, marsikaj se da naučiti, marsikaj se da potem, če ima nekdo voljo, če ima neke prave vrednote, ne. In te so kakšne, recimo, za vas? Ja, kot prvo pač mora biti zanesljivo, ne. A veste, bom rekel, pri nas je tako, a ne, a veste, mi smo storitveno podjetje, ne. In storitveno podjetje pomeni, da je delo z ljudmi, a ne. In treba je z ljudmi seveda pravilno komunicirati, treba je, se veste, če nekaj obljubite, morate takrat narediti, a ne. Če je kaj narobe, morate razložiti, a ne, zakaj pač ni nekaj narobe, ne. In jasno to, kar rečete, da boste naredili, pač morate narediti, a ne. Pač jaz recimo nobenega
ne vem, ne rečem, mora biti do takrat narejen, ne, a ne rečem, a je lahko do takrat narejen, ja, je lahko v redu, potem pa ne bo narejeno do takrat, a ne. Tako da ni zdaj to, da bi zdaj neki silili. Je pa res, da, a veste, pač naročniki so zahtevni, čedalje bolj zahtevni postajajo, čedalje večja škoda je, če nekaj ne deluje, ne. In čedalje bolj smo ranljivi zaradi tega. No in kako vi motivirate te svoje zaposlene? Ja, gledajte, najprej morate biti pozitiven zgled, a ne. Se pravi, jaz mislim, da tisti, ki pač je vodja v ekipi, mora biti najprej zgled. Potem mora biti v bistvu tak, da se pravi, ne more zahtevati, da so drugi pridni, sam si pa len, ne. Moraš pač jasno tudi ti svoje narediti v tem, a ne. Ampak ne nazadnje vas ni tam, ne, vedno, ne, mislim, kako? Ja, glejte, v bistvu mora biti, glejte, mislim, morate imeti zaupanje v ljudi, a ne. In morate imeti pač jasno prave ljudi na delovnih mestih, da bojo svoje naredili, a ne. In se takoj vidi, a veste, če kdo ne dela, ne, a veste, potem se takoj vidi, da stvari niso narejene, ne. Recimo pri prodajnikih enostavno ni rezultatov, ne. In ker ni rezultatov, se ni delalo, ne. Tam, ker se delalo, so vedno rezultati, ne. In je zelo enostavno, ne. In če prodajniki delajo, če dobijo nove posle, je vedno tudi za ostale potem dovolj dela, ne. In jih tudi finančno nagradite. Ja, seveda moramo, ne, tako pač. Ste že koga odpustili tudi? Ja, seveda, ne. Tudi to se na žalost dogaja, pač vedno je to ni enostavno, ne. Ker dejansko je to v bistvu, ne, bom rekel, tudi nek neuspeh, ne, tudi za podjetja, ne, se pravi, nismo znali človeka pravilno zbrati, nismo ga ali jo znali pravilno, ne vem, izobraziti, motivirati, ne. Tako da je tudi to nek neuspeh za podjetje, ne. Ampak se na žalost pač tudi to dogaja. Kako močni so sindikati v teh državah? Jih je sploh čutiti? Ne, gledajte, veste, kako je, v vseh teh državah, ne, je v bistvu, gledajte, nihče ne bo odpuščal človeka, ki je dejansko, ki prinese nekaj k podjetju, ne. Se pravi, odpusti se vedno samo človeka, ki ne dosega minimalnih rezultatov, ne. Ali pa dejansko dela, ne vem, na pamet rečem, dela škodo, ne. A veste, v tem primeru človeka pač morate odpustiti, ker drugače bojo tudi tisti, ki so uspešni, ki so pridni, bodo rekli, se pa nič ne zgodi, ne. No, glede na to razpršenost, bi lahko rekla, teh vaših podjetij v tujini, predvidevam, ste tudi veliko na poti. Ja. Koliko dni v letu? To je mogoče nekih 90 do 100 dni na leto. Ste 3 do 4 mesece praktično. Ja. To je pa kar zahtevno, ne, za usklajevanje družina, zasebno življenje. No, že, ampak vse pravim, so se tako, so se navadili, da me pač to ni, pa je v redu, no, vse se povezave delajo, tako da. Povezave delajo, ja, hvala Bogu. Ja. Tole je vaša poslovna stavba, ki je? Ja, tule imamo pisarno v Manili, ne. Če se ne motim, je to Manila. Ja, mislim, da je to Manila. Tako da, ja, pač imamo v nekih središčih pač pisarne, tako da odvisno pač kaj dobimo, za koliko denarja dobimo. So dragi tam poslovni prostori? Ja, najdražje, če se ne motim, plačujemo v Vietnamu, mislim, da je tam nekaj $40-50 na kvadratni meter na mesec, nekaj v tem stilu. Tako da ja, posod praktično so dražje kot nekje v Ljubljani. Ja, no, kako pa bi ocenili to slovensko poslovno okolje? Tam čez čas bo prišla fotografija, vaše poslovni prostori so v Trzinu, ne? Ja. Bomo videli tisto hišo. Torej, kaj pa Slovenija in to poslovno okolje? Poglejte, v Sloveniji, veste, kako je, smo se že naučili, ne, da dejansko je škoda zgubila časa za spremembo, ne vem, da koga učiti ali pa da neki pač prilagoditi se treba, ne. V Sloveniji pač ni enostavno poslovno okolje, priznam. Ja, recimo davki? Mislim pa, gledajte, ni problem samo obremenitev, ne. To je samo ena od stvari, ne, ampak gledajte, ne vem, primer, če se pogledam z našega področja, ne, na agencije za telekomunikacije, ne vem, mislim, da 110-120 zaposlenih, ne me za besedo pareti, ampak vem, da jih je ranga 100+.
A veste, operaterjev nas je pa, ne vem, zdaj 3 večji, pa mogoče ne 3 nišni, manjši in tako naprej, ali pa 5 manjših. In tam je 120 ljudi, ne, a veste, ki jih mi plačujemo, operaterji oziroma posredno naročniki, ne, uporabniki. Ne. Kje je tukaj učinkovitost, me prav zanima. Ne. No, to so vaši poslovni Ja. prostori v Trzinu. Ste se prav tako odločili za svojo stavbo? Ja, to smo pač kupili, mislim, da leta 2001, 2002 nekje smo kupili to stavbo, smo pa preuredili. In to imamo pa še eno pisarnico v Kopru. No, zdaj velika debata v Sloveniji so seveda tudi te omrežnine, namreč prav v tem vašem poslu je pa elektrika zelo pomembna. Ja, res je. In kako je zdaj s tem? Ja, poglejte, zelo enostavno, ne. Glejte, Slovenija, ne, pa spet ne me za besedo pareta, ne, ampak tam nekje proizvaja veliko večino, mislim, ali pa skratka, vsa podjetja, ki proizvajajo elektriko, pa velika večina podjetij, ki proizvajajo elektriko, je v državni lasti. Ne? Vemo, koliko je proizvodna cena elektrike v hidroelektrarnah, koliko je v jedrski elektrarni, mogoče ta TEŠ je verjetno malo višja cena. In zakaj pa taka cena pri fizičnih uporabnikih? Pa pri uporabnikih, pa ne mene vprašati, morate vprašati one, ki za to skrbijo. Meni se zdi absolutno velik razkorak, ne, med to proizvodno ceno pa med tema, ne. Ampak, kot rečeno, se pač ne ukvarjamo več s tem, se ukvarjamo s tem, pač si prilagodimo. Tako da, če bi imel tovarno aluminija, ne, jo pač ne bi imel v Sloveniji. Ne. A veste, tako da. Ja, se vam zdi, da bo šla proizvodnja ven iz Slovenije zaradi te Poglejte, omrežnine? Poglejte, podjetniki so tako kot gostje v gostilnah. Ne. Če vi pridete v gostilno, ne, pa dobite na krožnik, najprej vas grdo postrežejo, potem vam dajo za nič hrano, potem vas pa še na koncu fajn, ne, oberejo z velikim računom, ne. Kaj naredite? Ne? Ja, verjetno ne začnete učiti natakarja, kako bi se mogel obnašati, pa kuharja, kaj bi mogel skuhati, pa šefa, kako bi mogel za to računati, ampak pač greste drugič v drugo gostilno. Ne? In enostavno bo tako z podjetji. Ne? Mi že vidimo to, kar delamo za tuje firme, vidimo, da ogromno tujih firm je zaprlo vrata, ogromno nekih stvari se je preselilo v druge države. Iz Slovenije. Iz Slovenije. V bistvu, a veste, ker te postopki, te procesi, ne, to niso čez noč, ne. Nihče se ne odloči, ne, da bo prišel v državo, ne, da bo odšel iz države čez noč, ne. Tudi recimo na Kitajskem, ne, a veste, je bilo veliko govora, da firme zapirajo. Ja, ni čistko, ne umikajo se tudi čez noč, ne. Ja, neke manjše že, ali pa, kar je bilo kaj problematičnega, ampak te firme, ki so pač nekaj investirali, ki imajo proizvodnjo, ne, pač ne bodo zaprle čez noč, ne. Jasno, odpre novo tovarno v Vietnamu, odpre novo tovarno v Indoneziji, ne vlaga več tam in potem, čez to kletko amortizira, se bo šel, ne. Ampak ko bo šel, ga ne bo več nazaj, ne. In tukaj je ta problem, v bistvu, ko podjetja odhajajo iz Slovenije, ker jih ne bo več nazaj. No, zdaj v Evropi je seveda velika zgodba to trajnostno poročanje, kot se reče, ne, da pač v celi verigi vsa podjetja, ki sodelujejo, morajo poročati o CO2 izpustih in tako naprej. In seveda zdaj, ko se pač menja oblast, tudi zdaj se je v Nemčiji, mislim, da je eden od politikov že rekel, bom navajala, s temi zelenimi norci se ne bomo pogovarjali več, ne. Mislim, da se obeta zdaj kar precej teh zakonodajnih sprememb, manj birokracije, manj administracije. Kako vi gledate na to? Ja, upajmo, ne. Poglejte, a veste, s tem bom rekel, tudi ta evropska zelena ne bo tako, ne. A veste, dajmo, tovarno preselimo na Kitajska, ne. Nimamo mi več toplogrednih plinov, ne. Ja. Ampak so jih pa na Kitajskem spuščali, ne. A smo kaj naredili, smo na isti zemlji živimo, ne. Na istem planetu, tako da, a veste, s tem je tako, ne, a pa tako bom rekel, ne, primer, ne, še drug primer, ne. Glejte, za to, da Bitcoin obstaja, ne, porabimo elektrike za 2 Argentine, ne. Ampak na to se nobene obregne, ne, a veste, ne. Pa je recimo, ogromno te energije gre preko raznih termoelektrarn ali pa s kakšnimi drugimi viri, ki spuščajo toplogredne pline, ne. Tako da, bom rekel, a veste, mi bi mogli najprej proizvodnjo elektrike brez toplogrednih plinov imeti, potem pa začeti delati na tem, ne. A veste, nam nič ne pomaga,
da damo, da rečete, ok, gremo na javni prevoz, če pa je tisti avtobus na nafto ali pa če je lokomotiva na vlaku, s katerim se peljemo dizelska, ne? Nismo nič naredili, ne? Ja. Ali pa če elektrika, s katero se vozimo v električnem avtu, proizvedena naprimer v termoelektrarni. Ja, saj pravijo, da vsak električni avto ima spušno cev v Šoštanju. No, sej, tako nekako, ne. Šala. Tako nekako, ne. Tako da, glejte, a veste, treba je, mislim, absolutno so te podnebne spremembe zelo občutne, ne, to je jasna stvar, tukaj se ne smemo zatiskati oči, a ne. Potrebno je pa pač iti sistematično, ne. Seveda nam nič ne pomaga, da damo vse avtomobile na elektriko, če nismo zraven povečali električnih zmogljivosti na prav način in pa tudi prenosnih poti, a ne. Ja. No, seveda, omenili ste že tole ranljivost, ne, zdaj seveda jasno ta glavna zahteva varnost podatkov, konec koncev tudi, če elektrika pač je ni, ne, če vse skupaj pade. Tu imate nek zanimiv zemljevid, ga bomo zdaj pokazali, teh omrežij, ne. Razložite nam, zdaj baje Frankfurt, vi ste povezani na vse to. Kaj gledamo zdaj na tej sliki? Veste kaj, gledajte, obstajajo par takih svetovnih vozlišč, ki so zelo pomembna. Najpomembnejše, ali pa so največje na svetu, pa ne samo v Evropi, je dejansko so vozlišča v Frankfurtu. To je internetna. Ja, ampak za vse podatkovne, za vse storitve, a ne. Zakaj? Zato, ker dejansko, mislim, najmo vprašati, zakaj je to zaradi zgodovine, ali je to zaradi tega, ker pač je bilo to neka geografska sredina med vzhodno pa zahodno Evropo, ali skratka dejansko je v Frankfurtu deleč največ, bom rekel, po domače povedano, največ terabitov se pretoči, ne, in najbolj ranljivo je dejansko pač tam za neko evropsko povezljivost. Je potem še kakšen Amsterdam, je potem še kakšen London, tudi v zadnjem času recimo Sofija precej pridobiva na pomembnosti, ampak dejansko je Frankfurt neko najpomembnejše vozlišče za cel svet, ne. In vi ste tudi pripeti tja. Ja, mi imamo tam pač najete v datacentrih pač omare, smo tam v 2 datacentrih, ta 2 sta najpomembnejša in dejansko je res, če tista 2 datacentra, bom rekel, zgineta, ne, verjemite mi, ne bo interneta mesece. Ali pa bo praktično neuporaben internet. Slovenija so Šentilj pa Karavanke, ste rekli? Ja, tako, lejte, v Sloveniji tudi ta ranljivost, ne, dobro, zdaj ste to mogoče malenkost popravili, ne, ampak pred leti dejansko je šlo čez 2 poti ven, ne, čez Šentilj pa čez Karavanke, ne, in to tam ima tisti brežini med avtocesto pa sta staro cesto in seveda naši tam naredijo, ta begunski center so takrat naredili pred 2015, da je že bilo na tem istem, ne, na teh jaških, ki so ti kabli grejo čez. Tako da ne bom komentiral. Je pa res zdaj več, tudi mi imamo zdaj močne povezave čez Balkan, ne, čez potem čez Zagreb, in pa tudi potem nekaj povezav gre čez Italijo. Je pa res, da je to vse ranljivo, tudi bom rekel celine, ne, a veste, celine, ne vem, Evropa z Ameriko, ne, je povezana preko mogoče 15 podmorskih kablov, ne. Vsak podmorski kabel ima tam nekje 6 do 15 vlaken, 6 do, ja, pač nekaj parov vlaken, ne sploh veliko. Tako da praktično celo celino drži gor mogoče 200 vlaken, ne. Tako da, a veste, si predstavljate. Če bi to nekdo če bi kdo nekdo, pa zdaj to kar malo vadijo, a veste, to očitno je zdaj nek trend, ne. Najprej so tam v Baltiku, zdaj je tam ena kitajska ladja pred tajvansko obalo in kabel za nalaž, tako da bo tega kvečjemu več, ne. In to so vaše povezave, tako ste vi pripeti. Ja, pač tako mi najamemo kapacitete na teh kablih, a ne, in potem pa si postavimo pa svoje točke in tako naprej. To se pravi, zdaj smo mi, ne samo kar se tega hardvera tiče, ampak tudi softversko smo zelo ranljivi pravzaprav, ne? Ta varnost je zdaj prva tema. Poglejte, smo zelo ranljivi, ker, kar predstavljate si, ne, vse danes poteka pač preko te infrastrukture, ne, vse, ne. In če pač teh povezav ni, ne, ali pa pač so prekinjene ali kakorkoli, ali pa motene, pač že nismo več navajeni, veste, ne. Saj ste danes več
sploh mladina ne zna več prijeti, če na Google Map ne vklop navigacije. Ne? Veste, ne? Ja, in vse je dejansko, vse povezave so na navigaciji. Ja. Torej, kaj vi uporabljate? Kako mislite? Ja, tako recimo ste na teh omrežjih. Kako vi skozi dan pač funkcionirate z omrežji, s telefonom, z mobilnimi podatki? Ja, gledajte, dejansko pač v pisarni, jaz sem pa svoj notesnik, ne? Ja. Pač preko elektronske pošte, kar se tiče Popotujete tudi, imate vse vozne rede, ki se ves čas spreminjajo. Ja. Tako da to, kar se tiče teh omrežij, uporabljam samo pač LinkedIn, na nekih teh socialnih družbenih omrežjih nisem, ker pač nimam niti časa, niti nekega interesa. Tako da to je to, no. Kako pa se kot podjetnik informirate? Berete kakšne časopise, slovenske, tuje? Poglejte, prva stvar zjutraj, ne, a veste, imam jaz CNBC pa Bloomberg, ne, si tole pogledam zjutraj, kakšne pa urico, tako da tele, ne, se pravi, na azijskem trgu pa tole berem Channel News Asia, South China Morning Post, Straits Times, tole malo pregledam tele novice lokalne. Kar se tiče pa teh gospodarskih, pa pač v bistvu pač največ CNBC pa Bloomberg, pa naročen sem na Economista, ne, tudi na Economista imam. Torej, kaj vas zanima? Rast delnic, valutni trgi, kaj točno? Poglejte, če niste seznanjeni, kaj pomeni, ne vem, upad naročil, ne vem, v Nemčiji, ne, da ne veste, da pač bo to plusno kmalu v Slovenijo, ne, in potem v našem primeru seveda nismo sicer direktno od tega odvisni, ne, ampak če stranke naše nimajo dela, ne, bodo verjetno kaj odpovedovale, bodo kaj nižale, tako da za nam je jasno v interesu, da je stanje v gospodarstvu čim boljše, ne. No, recimo, če naredimo en pogled naprej, kaj vi pričakujete v naslednjih 10 letih za Slovenijo, Evropo, Azijo, svet in za vaše podjetje, seveda? Poglejte, za naslednjih 5 do 10 letih absolutno se bo mogla Evropa spremeniti, ne, govorimo o zahodni Evropi. In bom rekel, tudi Slovenija se bolj obnaša kot zahodna Evropa, ne pa kot vzhodna. In zagotovo bomo mogli več delati, ne. Veste to, da imamo mi zdaj 7,5 urni delovnik, ne, ker nimamo 8, ampak imamo 7 ur pa pol, ne. Potem razmišljajo, da bi ga še skrajšali, ne, pač ne bomo konkurenčni, enostavno ne bomo konkurenčni in tudi potrebno bo trošiti to, kakor lahko trošimo, ne. Se pravi, ne, tudi, veste, vi tudi pač imate neke prihodke in če trošite več, imate preslej težavo. Ja. Tukaj pa isto, ne. Bomo mogli, v celi Evropi bomo mogli več delati, ne. Ker ostali svet dela več, ne, in želi delati več. Tako da zagotovo tudi geopolitika bo svoje naredila, ne. Tukaj, če se Evropa ne bo postavila z neko strategijo enotno, ne, da se bojo vsi med sabo malo kregali, ne. Tudi ne bo nič, ne, tudi v Sloveniji, ne, če se bomo kregali, ne, tudi ne bo nič dobrega. Tako da bi bilo treba stopiti skupaj, pogledati, kaj so problemi, ne. Največji problem v Sloveniji je demografija, ne, s katero se nihče ne ukvarja, ne. Tako da pač. Kaj pa vi v družbi Softnet, že imate svojega naslednika, boste kaj menjali lastništvo? Ne, nimamo plana prodajati firmo, smo že rekli vsem interesentom, da nas ne zanima. So že bili kupci? Pa to vedno, kdo pride, veste. Skratka, mene to ne zanima. Tako da bomo videli pač, kako bo, ko bo pač prišel čas, da ne vem, če ne bo mogel več delati ali karkoli, pač kdo bo to nasledil, če bo pač med otroci kakšen interes pa sposobnost, ja. Če ne, bomo videli, kako drugače. Kaj pa tehnološko, recimo, kam gre vaš razvoj naprej? Ker ta razvoj je pa velik, ne? Glejte, gre razvoj naprej, ampak ni spet toliko, a veste, bom rekel, spet ni tako nemogoče hiter, da ga ne bi bilo možno slediti, ne. Skratka, a veste, tudi pri nas pač, ja, prihajajo nove storitve, prihajajo, jasno, vedno se ta prenosne hitrosti se večajo, prihajajo nove aplikacije, prihajajo pač neke nove zahteve, ampak ni to nekaj nemogočega zaslediti. Umetna inteligenca? Glejte, umetna inteligenca, jaz to bom takole povedal, to je podobna zadeva, podoben hype, kot je bil v 90 letih s tem internetom, ne. Ja. Takrat so vsi govorili, mi bomo te vložili milijarde. Naredili bomo, ne vem, super dobre aplikacije.
ki bodo za uporabnike zelo poceni, investitorjem bojo pa ponujale odlične zaslužke. Ne. Fantastično, samo ta enačba se ni šla. Ne. Ampak videli pa smo, potem, ko je prišel Apple z iPhonom, je pa vse to, kar so takrat v tistih konca 90-ih letih sanjali ali pa reklamirali, se pa to dejansko zgodilo. In jaz trdim, da pač moje mnenje je tako, da bo ta umetna inteligenca seveda spremenila svet, ne? Ampak to ne danes, ne jutri, ne? Ampak mogoče čez nekih 5 do 10 let, ne? Ko bodo aplikacije, ko bo tudi v končni fazi regulativa, ne? Sprejeta, ko bodo ljudje pač uporabljali to, ne? In to je na vrsto področjih, od zdravstva do ne vem česa, do storitvenih dejavnosti, do marsičesa bo to uporabno, ampak kot rečeno, ne bo to čez noč, ne? In ne bo to letos, ne bo to drugo leto, ne? Bo imel Softnet kakšnega chatbota, to se pravi tega, ki se bo pogovarjal. Ja, mi smo že en tak pilotski projekt smo naredili, ne? Pa smo rekli, ne, da pač se pogovarja, ne, v bistvu nekdo pokliče, ne, potem se pa ta pač avatar pogovarja z naročnikom in potem ga vpraša in potem mu pošlje pogodbo, ne, to nekaj takega smo naredili tako za teste. In je šlo. A veste, ampak to je tako, ne, jaz trdim, če to danes naredite, ne, verjemite mi, da bo 90% ljudi bo slušalko vrgli dol in bo rekel, da bom tega delal, pa ne. Mislim, da bo še nekaj časa trajalo, da bo to splošno sprejeto in tudi aplikacije morajo postati boljše, ne. Aplikacije morajo postati boljše, ampak definitivno pa bo, ne. Ni to nekaj, ker bi rekel, da ja, z tega pa ne bo nič. To pač je prihodnost, ne, ampak realno. Ampak še vedno bo nekdo, ki bo prišel iz Softneta in bo sam... Ne, glejte, veliko stvari se bo dale, veliko stvari se bo dale z umetno inteligenco narediti, ne. Absolutno, samo kot rečeno, ne danes, ne s temi orodji, ki so danes na voljo, ne, bo treba še kaj več kot ta DeepSeek pa še kaj drugega, ne. Dobro, gospod Andrej Boštjančič, direktor lastnika Softnet d. o. o., najlepša hvala za vaš pogovor. Ja, hvala vam za povabilo. In hvala za pozornost. Nasvidenje.